Kaj mislite, s kakšnim namenom je bila ustvarjena oseba? Osebo so ustvarili šele po velikem borznem zlomu 1929. leta z namenom, da se polastijo naših kontov. Gaddafi, zanj ste že vsi slišali. Kako so ljudje živeli v njegovi deželi? Bili so svobodni, imeli so vsega zadost. Vsi verjetno ste že slišali tudi za državico Bahrajn, tam je podobna zgodba, ampak to je majhna deželica in ni toliko upadljiva, ko je bil Gaddafi. In zakaj so ga oni sesuli? Zato, ker se je njegova zgodba velikega voditelja, ki je dal ljudem možnost živeti in bivati in delovati v skladu s samimi sabo. In je bil potencialna nevarnost, za režim. Rothschildi, Rockefellerji, Bilderbergi, to verjetno ste že vsi slišali, ne? Njim ni v interesu življenje na zemlji. Posedovanje nas. Verjetno ste tudi slišali že za Indijance in njihov pregovor, ko bo padlo poslednje drevo, ko bo zastropljena poslednja reka in s tem riba in zemlja zastropljena, ko ne bo nič več raslo, šele takrat bojo ugotovili, da denarja ni moč jesti. Mi imamo pa eno veliko prednost. Prvo, kar je, se moramo zavedati, kaj je oseba. Rojstni list. Na podlagi tega smo dobili nalepko oseba in osebno izkaznico. Če dobro pogledate osebno izkaznico, je na eni strani napisano vaše ime z veliko začetnico, na drugi strani pa z velikimi črkami. In kdor na pošti plačuje položnice, je verjeten videl in opazil, da tam odtipka eno kodo iz tistega dela osebne izkaznice, ki so napisane z velikimi črkami, kar pomeni, da ste pravna oseba v pravnem prometu. In ne misliti, da ste vi dolžni plačevati kakšne račune, da smo dolžni plačevati, ker to je že vse vnaprej plačan. Nas imajo samo za sužnje v komercialnem, trgovsko-pomorskem prometu. Mi, kot človek, kot avtoriziran reprezentant osebe, tako fizične kot pravne, posedujemo določeno količino denarja, da nobeden od nas ne bi rabil životart. Hvala. Vsak rojstni list vsakega državljana Slovenije je ta trenutek vreden čez 3 milijone 4... Ne, čakaj, osnova. 3 milijone 400 tisoč evrov. Čakaj, da ti do konca povem. Zdaj pa tako. Ker nismo dobili, niste dobili, jaz se izvzemam, ker nisem državljan. Se pravi, ker niste dobili odškodnine z naslova Karadžordževićev, se pravi zlato, od SHS, ker niste dobili odškodnine za Prvo svetovno vojno, ker niste dobili odškodnine za Drugo svetovno vojno in ker vam je ta mafija pokradla milijarde in milijarde denarja plačanega za odcep in razbitje Jugoslavije, je ta mafija ves kapital naložila, to večkrat ponavljam,
na 3 rezidentne račune, tako da je sama ta mafija, ki zdaj vlada Slovenistanu, ustanovila 3 banke, eno v Londonu, eno v Parizu, tretja je pa Hypo Bank. In če dodamo vse to, kar sem zdaj navedel, na vrednost, osnovno vrednost rojstnega lista, dobimo cifro v Mateja. Čez milijardo evrov. Na vsakem kolateralnem računu vsake ustvarjene osebe. Torej je vsak od vas, ki ste še državljani, pod židovskim prekletstvom, hazarskim. To prekletstvo se pa glasi, daj Bog, da ima toliko, da nima nič od tega. Tle gospa razlaga, da ima 26% svetovnega premoženja. To mu pa ne stoji. A ste slišali, kaj je rekel? Da mu zato ne stoji. Ampak glejte, kdo pravi, da manjšina ne more spremeniti sveta? Tu smo. V resnici je to edino, kar ga sploh lahko. In ko bomo mi ozavestili, da so nam bile osebe podtaknjene z enim namenom, in to je namenom posužnjevanja živega človeka pod pretvezo osebe, bomo lahko sestopili iz te igre zla, črnih svečeniških magov. Oni ta trenutek nad nami lahko delujejo samo na en način. Preko 4. veje oblasti, to so mediji. In ko ti ugasneš škatlo, ki se imenuje televizija, ne daješ več energije v kolektivno zavest, iz katere oni črpajo prepotrebno našo energijo, da lahko z njo delujejo proti nam. To je tako, kot da bi Putin zaprl ventil za plin. Vsega je že, če ga še ni. No, pustimo podrobnosti. Ampak kaj se zgodi takrat? Cela Evropa ostane brez. Če mi zapremo naš ventil, naše predragocene božanske energije, oni ostanejo brez goriva. In ta trenutek je to naša največja moč. In to lahko naredimo vsakič, ko se zjutraj zahvalimo Vsevišnjemu, da lahko bivamo na tej zemlji, da lahko delujemo na tej zemlji, da smo danes v takem velikem številu tukaj zbrani. In na ta način, ko mi damo hvaležnost v eter, njih ruka, kot da bi bili priklopljeni na 4000 voltov. Verjemte mi. Ker se že dogaja, vsak dan imamo informacije, da zgubljajo na celi fronti. S covidom niso uspeli, kar naenkrat je zginil, vzela ga magla čez noč. Ja, Putin je tako naredil, pa ga ni več. Putin je zdravilo za vse, ozdravil. Zdaj je celo dal zakon ven, da ne smejo poročati neverodostojno o njem. Pustimo podrobnosti, ker podrobnosti se bojo še vse pokazale. Dejstvo je samo eno. Zlo nikoli v zgodovini obstoja te zemlje ni zmagalo. Nikoli. In tudi tokrat bo tako. Ker nas je že preveč, ki vemo, zakaj se gre. In doktor
pater Karel Gržan, verjetno ste slišali za njega, je rekel, 3 prebujeni na 100, na 1000 je dovolj, da se zgodi temeljen preobrat.